Ja, dober večer. Še enkrat lepo pozdravljeni, drage učiteljice, dragi učitelji, na Rokusovem webinarju Orodja za pouk na daljavo. Z nekaterimi smo se srečali na enem od zadnjih webinarjev z dr. Kristjanom Muskom. Za tiste, ki me še ne poznate, moje ime je Maruša Dejak in sem direktorica založbe Rokus Klet. Zakaj sem danes zopet z vami? Ker bi rada napovedala novo serijo webinarjev, ki jih sami poimenujemo kar kako ali po angleško how to, saj bomo na vsakem od teh webinarjev predstavili eno uporabno orodje za pouk na daljavo. Verjamem, da ste vsi nekako našli svoj način pouka na daljavo v teh 7-8 tednih, odkar delamo na daljavo in vi poučujete na daljavo. Za nekatere učitelji se obeta, da se ne bojo več vrnili v šolo in bojo s tem poukom na daljavo morali nadaljevati do konca šolskega leta. Nas pa mediji že strašijo, da se moramo pripraviti tudi na drugi val korone, zato smo smatrali, da je dobro, da v tem obdobju, ko smo že malo sproščeni, malo navajeni na pouk na daljavo, obdelamo posamezne teme in obdelamo posamezna orodja, ki nam pri tem lahko pomagajo. Torej, to novo serijo webinarjev kako bomo izvedli v mesecu maju, in sicer vsak ponedeljek. Kdaj točno, vas bo naš predavatelj Dejan Kramžar vprašal vmes med predavanji, in sicer boste izpolnili kratko anketo, kdaj vam najbolj ustreza. Torej, kot sem omenila, bo ponedeljkove webinarje vodil Dejan Kramžar, učitelj zgodovine in nemščine iz osnovne šole Toneta Okroglarja iz Zagorja ob Savi. Z Dejanom sodelujemo že vrsto let, res že vrsto let. Zdaj so me opozorili v torkih, ne v ponedeljkih. V torkih bomo imeli te webinarje, se opravičujem. In sicer z Dejanom sodelujemo že vrsto let in verjamem, da ga tudi vi vsi dobro poznate, predvsem po njegovi odprtosti, ustvarjalnosti in z vedno novimi recepti, ki nam jih daje za digitalni pouk, bom rekla. Ne pouk na daljavo, ampak dobesedno digitalni pouk. Z velikim veseljem bo delil z vami svoje izkušnje, in sicer nam bo vsak torek predstavil eno orodje oziroma eno temo, ki vam bo pomagala pri pouku na daljavo. Današnji webinar je bolj splošen, spoznali se boste z več orodji, v nadaljevanju pa vam bo v podrobnosti predstavil posamezna orodja. Verjamem, da boste uživali v ustvarjalnem in poučnem večeru. Zdaj pa predajam besedo kar gospodu Dejanju. Srečno! Lep pozdrav še z moje strani in dober večer. Kot me že direktorica napovedala, založbe Rokus, bom z vami vsak torek in sicer na različne teme oziroma orodja. Da se na kratko predstavim, Dejan Kramžar, osnovna šola Toneta Okroglarja, učitelj nemščine in zgodovine, drugače pa obvezni spremljevalec vseh orodij, ki se pojavljajo na našem spletu. In vam bom danes predstavil, kako moj pouk na daljavo poteka in pa kaj jaz uporabljam od orodij glede formativnega spremljanja učencev. V redu, pa bomo kar začeli. Zdaj me najprej zanima, če mi lahko napišete, ali me slišite. Slišite, vidite? Super, to moram preveriti. V redu, super, dela, fajn. Okej, pa bomo kar začeli. Se pravi, imamo zdaj prvo stran, kjer bi jaz rad omenil, da kljub temu, da sem pristaš interaktivnega pouka, da rad uporabljam različna orodja pri svojem pouku, moram povedati, da so moji osnovni pomočki še vedno samostojni delovni zvezki,
učbeniški kompleti in tudi sam recimo zelo rad uporabljam učbeniške komplete založbe Rokus. Ok, gremo zdaj naprej. Kar se tiče zdaj, jaz sem bil zdaj v precepu, ne. Odločiti sem se mogel, na kakšen način bom dosegel učence, ne. Pa sem se odločil, da bom uporabil več kanalov, in jaz uporabljam elektronsko pošto za komuniciranje, potem uporabljam e-asistenta, uporabljam tudi socialna omrežja za učence 13+, uporabljam tudi program, ki sem se ga na novo naučil, to je Discord. Tukaj moram reči, da je večinoma so bolj prisotni fantje, deklet ni veliko, se pa tudi najde kakšna, ne. Še vedno, osnovni pripomočki za delo tudi doma so delovni zvezki in kompleti. Potem napredno se je začel to našo novo poglavje z koronavirusom, ne, in ostanimo doma, sem pa še bolj poglobljeno razmišljal, kako sploh do učencev priti, ne. Nekako že prvi teden mojega pouka na daljavo sem si rekel, treba bo poučevati tudi spletnimi konferencami, ne. Spletne konference sem potem malo preučil, kaj mi ponuja država, kaj mi ponuja splet, kaj mi ponujajo drugi ponudniki, in sem ugotovil, da se bom poslužil Adobe Connecta. Adobe Connect, po mojem, večina od vas pozna, Webex mogoče ne, ampak zadevi sta se relativno podobni, ne. Kot vidite na moji predstavitvi, zdaj Adobe Connect, kar se tiče spletnih konferenc, je res tako profesionalno orodje, več načinov prikaza, prilagodljivost, ne, lahko recimo te zadeve prestavljamo levo, desno, potem različne dostope nam zadeva ponuja, ne. Prek računalnika, prek telefona, prek tablice. Slabosti te spletne konference so pa prezasedenost, občasno, ne, samo v jutranjih urah, potem Adobe Flash Player, ne, ki ga je treba imeti aktiviranega, in pa seveda vsaka spletna konferenca je odvisna od pasovne širine. Kar se pa Webexa tiče, ne, pri Webexu je pa meni osebno zadeva hitreje delovala, ni bila toliko prezasedena, tako kot Adobe, tudi različno se lahko dostopa preko nje, je bilo pa včasno mogoče problem pri zamiku deljenja zaslona, ko smo kakšne zadeve potem barvali pa risali, ne pa označevali, se je tudi to zgodilo, ne. Je pa res, da imam vedno, ko imam pouk na daljavo, ko se grem spletnih konferenc, vedno še nek plan B. Načeloma sem se držal Adobe Connecta, kasneje pa sem potem dodal še Webex. In dejansko potem, da res zaobjamem, kaj se da, čim večjo maso učencev, ki se prijavijo, uporabljam obe platformi hkrati. Tudi tega sem se posluževal, ne, in se še vedno poslužujem. Poznamo tudi druge sisteme, seveda, to so Zoom, pa Jitsi, pa video.arnes.si in tako naprej. V glavnem, te dve sem izpostavil, ker jih res uporabljam, ne. Tako, zdaj pa, kar se pa tiče formativnega spremljanja, ne, zdaj to, kar vam prikazujem, kar imate pred vami na e-prosojnici, so tista orodja, ki sem jih res uspel v teh 6 tednih preizkusiti. To ne pomeni, da so ta orodja popolna neznanka zame. Nekatera orodja, ne, se pravi tale Odlu, oziroma Udlu, kot mu rečejo po angleško, to orodje poznam zelo dobro, saj sem tudi spletno stran prevajal v slovenščino, ne. Mentimeter uporabljam pri oddelčnih skupnostih, kjer merim zadovoljstvo naših uporabnikov, to vemo, da so učenci oziroma dijaki. Edpuzzle je mogoče malce novejše orodje, potem Quizzes, kjer ustvarjam kvize, potem GoFormative in pa Spiral. To je res izbor tistih orodij, za katere lahko rečem, da jih suvereno uporabljam in za katere mi je znano, kaj ponujajo in kako se z njimi rokuje.
To, kar vam kažem, je res ena kaplja v morje. Ne? Definitivno imate vi tudi druge izkušnje, ne? In poznate še kakšna druga orodja. Tako da ta orodja sem si jaz zbral nekako v ožji izbor in na teh orodjih bi jaz potem tudi kasneje gradil. Zdaj, Odlu vam ponuja različne type vprašanj. Ne? Teh je ogromno, veliko. Lahko upam si trditi, da meni ta spletna stran ponuja več kot ostale. Ponujajo mi vse pod eno streho, ponujajo mi možnosti dodajanja, snemanja, v glavnem veliko. Potem Mentimeter. Tale Mentimeter sem že povedal, da uporabljam pri delčnih skupnostih enkrat tedensko. Edpuzzle je zelo preprosto orodje, kjer vi potem poiščete videoposnetek na YouTubeu, ga na Edpuzzle prenesete in tam opremite z različnimi vprašanji. Odlu je brezplačno orodje, neke premium funkcije vas stanejo pičlega $1, ne, ni veliko, $1. Mentimeter je brezplačen do neke mere, Edpuzzle je brezplačen, tudi do neke mere s po 20 videoposnetkov, Quizzes je brezplačen, GoFormative, se kakšne zadeve tudi mogoče lahko malo dokupijo, Spiral pa tudi, se pravi, ni vse brezplačno, je pa tisto, kar je v osnovi brezplačno oziroma free, uporabno in tudi na tem potem lahko gradimo. Ostala orodja, da ne boste mislili, da uporabljam samo tista orodja, ki sem vam prikazal prej, ne, uporabljam seveda tudi ostala orodja, ne. Nazadnje, recimo pri pouku zgodovine, ali pa če govorim na splošno, definitivno vi poznate orodja, kot so Padlet, mogoče vam recimo ni toliko znana zadeva Dotstorming, pa Scrambler, mogoče še to dodate. Potem recimo za narediti eno spletno stran, kjer se lahko dodajajo gradiva iz zunanjih spletnih strani, se pravi, tale Symbaloo, ga vidite, ne? Symbaloo, to je program, je platforma, kjer vi lahko naredite nek mozaik vseh povezav, ki so recimo vam super, pa bi bile uporabne za učence, se pravi, ne pošiljate jim zdaj preko pošte, vsako povezavo posebej preko spletnih učilnic, ne vem še kje, ampak lahko naredite vse na eni strani. Kot sem že prej omenil, danes bo pač ta webinar v stilu, da se orodja malo našteje, kasneje boste imeli pa priložnost izbrati tudi eno orodje, ki si ga bomo pogledali skupaj oziroma bomo rešili kakšen kviz. Meeting Words, uporabno za pisanje z enim klikom, se pravi, jaz odprem zadevo, učenci imajo link, pišejo noter, ni se treba prijavljati, mogoče dajo ime, pa kakšno barvo spremenijo. Answer Garden, zadeva, kjer učenci vpisujejo ključne besede in se potem dela ta slavn oblak besed, ne, kjer se izpostavlja tiste besede, ki so največkrat v ospredju in so ključni. Seveda jaz uporabljam tudi potem OneDrive, ne, tudi OneNote, tudi PowerPoint, če uporabljam, ne, tudi danes, kot vidite, pa tudi na splošno za učne ure, nadaljavo predvsem. Pri učnih urah v živo pa moram priznati, da ne, tam se pa raje poslužujem teh samostojnih delovnih zvezkov in podobnih zadev, ki jih ima založba Rokus, ki jih potem projiciramo na interaktivno tablo itd. Ne. Tudi Google Drive pride prav, ne, in pa Google Doc, tudi brez tega ne gre. Praktično vsa moja gradiva nekako obešam na Google Doc in iz tiste osnove potem se lahko naprej prehaja na kvize in določene ostale bombončke, kot jim jaz rečem, ne, pri pouku. Tako, to so bila ostala orodja, sedaj pa gremo na eno krajšo anketo, so me vmes opozorili, tako da bi prosil za anketo in sicer boste morali vi
prosim, da izberete, katera ura za spremljanje spletnih predavanj bi bila vam najbolj všeč. Ob kateri uri najlažje pridete na takšen webinar, kot je danes, ne? Bomo še malce počakali. Tolo anketo, prosim, ne pisati v chat, kar rešite jo. Vidite jo pred seboj, oziroma imate možnost izbrati, tako da izberete tisto uro, katera vam je v redu, in pošljete, da mi potem vidimo, kakšne so vaše želje. Takole, recimo, bom jaz tudi eno zadevo zbral, pa poslal. Tako. Dopoldan verjamem, da vas ne bo veliko izbralo teh zadev, kajti dopoldne vemo, da poteka večinoma pouk na daljavo, ne. Meni osebno recimo kar pašejo bolj, ko ne večerne ure, ko se zadeve malce umirijo. Tako, dobili smo 636 odgovorov in kot vidimo, ste izbrali večino, ne, če rečem večina, tolo uro, ne, da vam je ob 8, super. Jaz mislim, da potem lahko tale ura tudi ostane. 19 vas je bilo malce manj, 18 malce več. Jaz mislim, da potem praktično bi lahko ostala ura 8, ne. V redu. Če se zdaj vrnemo naprej, oziroma nazaj, pa gremo še malo naprej. Veste, zdaj čisto vse delati preko spleta samo z miško in s tipkovnico in, ne vem, s telim touchpadom, ne, tudi ne gre. Določene zadeve je treba narediti tudi s pisalom, ne, zato sem si malce pred začetkom, oziroma malce po začetku tega našega karantenskega obdobja, sem si nabavil tudi eno tablico, ki sicer cenovno ni zelo draga, s katero potem jaz lahko preko teh programov za interaktivno tablo, če jih imate, pišem, drugače pa se jaz poslužujem programčka, ki se mu reče, to je tole, ne, tole je iPivo, upam, da sem pravilno izgovoril, je pa zelo zanimivo orodje, takšno, če se smem izraziti, ni sistemsko požrešno in dejansko deluje res v ozadju, ne. Saj vemo, ko imamo odprte spletne konference, pa potem še kakšen dokument, pa zadevo treba malo popisati, pa kaj dopisati, počrtati, potem bi res priporočil tale program, ne. V zadnjem času pa sem preizkusil oziroma uporabil še Googlovo zadevo, ki se imenuje Jamboard. Gre pa praktično za njihovo tablo, se pravi, če ste uporabniki Googlovih računov, pa mogoče imate dostop do Classroom, pa mislim, da tudi, ne vem, a je treba imeti ali ne, preverite Jamboard. Jamboard.google.com, boste vedeli, koliko je zadeva v redu, taka zelo preprosta, enostavna, nič težkega in res ponuja tiste osnove, tako, osnove. Tudi za kakšno prvo triado, recimo, se da te zadeve porabiti, če je pouk na daljavo, lahko se jim tudi odpre, pa deli, pa sami kaj napišejo, pa imate recimo lahko tudi zbirno mesto. Vem, da delate na različne načine, ne, z več table, z manj table, ogromno table, skoraj nič table. Tukaj lahko praktično uporabite to tablo tudi, da vam učenci gor obešajo kakšne listke in vam kaj lepega napišejo oziroma odgovore. Ena zadeva, ki sem jo v zadnjem času odkril, je pa DrawChat. Gre pa praktično za tablo, pri kateri je možno tudi potem se zraven pogovarjati, ne. Zdaj, opozoriti vas moram na zadevo, ki je zelo pereča, ne, se pravi varstvo podatkov, ne. Vi veste, GDPR in podobne zadeve, ko jih preberete, tam 13 pa nad 13 pa mlajši, ko so, ne, to je treba upoštevati. Se pravi, zdaj kar neke zadeve zelo obešati, tako zelo javno, ne, pa potem to imeti vedno na spletu tudi ni čisto v redu, ne.
čeprav sem pristaš tega, da delimo, da pokažemo, kaj smo delali, jaz recimo sem učence opozoril, ko so to delali, da je treba zadevo narediti mogoče samo ime, pa zraven razred, ne. Ni treba zdaj, da pišejo ime, priimek, pa razred, pa ne vem kaj še, pol naslova zraven, pa njihove maile. Ne. Mogoče tukaj zraven omenim še eno zadnjo stvar, ki sem je tudi nazadnje zasledil, to pa je zadeva whiteboard.fi. Tudi zelo dobra zadeva, uporabna za skupinsko delo oziroma za timsko delo. Jaz upam, da nisem bil prehiter, kar se tiče teh zadev. Jaz mislim, da PowerPoint boste dobili, tudi dostop do posnetka, pa si lahko te zadeve potem še malo pregledate. Zdaj, jaz veste, da sem učitelj jezika in zgodovine, ne? Pri jeziku pa sem dosti tudi uporabljal spletne strani, kot so 50 Languages, ker imajo zraven tudi izgovorjavo, ne? Pa prevode, potem seveda tudi slovar, ne? Ker bo kakšne sestavke treba pisati pons, to večinoma poznate. Na 9letka.net sem dobil PowerPointe, že izdelane recimo za pouk, pa jih potem malo spremenil in obesil na splet, ne? Da so lahko učenci do njih dostopali. Tudi aplikacija Forvo, ki je lahko v mobilni obliki, je zelo uporabna, gre pa za izgovorjavo kakšnih besed, pa bo kdo rekel, ja, mogoče za jezikoslovce. Veste, Forvo aplikacijo jaz uporabljam tudi pri zgodovini. Hitro se nam zgodi v 8. razredu, ko pridemo na vse naše ljube filozofe, ne, iz razsvetljenstva, pa veste, kako se znamo zalomiti, če ne znamo francosko. Mi se poslužimo zadeve Forvo, vnesemo imena in priimke, izgovorjava je avtentična, tam so posneti materni govorci, ki so celo na zemljevidu locirani, iz kje so posneli svojo izgovorjavo. In pa za pouk jezika še Language Guide, po mojem poznate te zadeve, ne? Tako da ne bi zdaj podrobno nekaj razlagal. Bi vas pa danes usmeril na sledečo zadevo. Tako, prosim vas, zdaj boste pa mogli sodelovati, upam, da zadeva zdrži, ker vas je danes ogromno na webinarju. Prosim, da greste na menti.com in uporabite kodo 916539. Pa jaz tole zdaj malo prebekslam, če se smem po domači izraz. In bom šel zdaj na tale menti. Upam, da se vidi. In ko boste prišli na menti.com, ko boste vnesli noter kodo 916539, prosim, izberite orodje od 1 do 5 in bomo videli, kakšni bodo rezultati. Takole, zdaj čakamo prve, vidite, koliko ste hitri, 2, 3, 4, 5. Aha. Go formative, Udlu, prehiteva, potem go formative, aha, Udlu, quizzes, Edpuzzle, Spiral, Ok, tako, odgovorov imamo že zelo veliko, 50, bomo še malce počakali, 64, 65, 78, v redu, vidim, da vas zelo zanima Udlu, Quizzes na drugem mestu, Edpuzzle, verjamem tudi, da vas mogoče Udluja veliko ne pozna in bi se mogoče radi potem malce spoznali s tem orodjem. Tako. V redu, še malce počakajmo. Trenutno imamo 256 odgovorov, 272, 275, 280, aha, smo že skoraj na številki 300, smo že čez. Ok, jaz mislim, da tole ne bo kakšnega hudega razpleta in ugotavljamo, da si bomo očitno morali pogledati orodje po imenu Udlu. Še kakšno minutko vam dam, pa 2.
Zadeva, kot ste opazili, ni težka za uporabo, tako da tudi Mentimeter, zadeva se nahaja na mentimeter.com, ker se tam merijo zadeve, ko pa date ven anketne vprašalnike, potem se pa ta zadeva pojavi na menti.com. V redu, tako. Ok, smo. Jaz mislim, da kakšnih sprememb na vrhu lestvice ne bo, tako da bi jaz tole zadevo pustil še malo odprto in se vračam nazaj na webinar. Takole. Ok. Tole bom zdaj ustavil. Ja, zbrali ste si Udlu. Pa me zanima, da še malce interaktivno zadevo naredimo, če mi lahko v chat napišete, če ima kdo že izkušnje s tem programom, no? Ne, nimam, ne. A se mogoče kdo izmed vas spomne orodja imenovan Zondl? Zondl? Od prej nazaj? Tudi ne. Praktično gre pri tem za to orodje, ki je zelo podobno. Tako, ne. Ok, redu. Takole. Tole še ne bomo pokazali. Potem pa predlagam, da gremo kar na Udlu. Zdaj, za današnji webinar sem predvideval, da bi mi rešili en kviz na ta način, kot ga jaz rešujem z učenci, ko imamo pouk nadaljavo. Vso podrobno okrog Udluja pa boste zvedeli v naslednjih webinarjih. Tako, in bom jaz zdaj tole kar nazaj prestavil. Bom dal screen share, v redu, open in browser. Ok, in grem jaz na zavihe, ki se imenuje Udlu. Tako, v redu. Jaz upam, da se vidi, samo da se vrnem na webinar. Napište mi, ali se je videlo eno stran Udluja. V redu. Ok. Ok. Drugače me bodo pa tudi moderatorji opozorili, ne? Če grem zdaj nazaj na Udlu. Takole. Samo moment, da se vrnem. Takole. Zdaj, kaj Udlu sploh ponuja, ne? Že prej sem omenil, da Udlu ponuja veliko. Kreiranje kvizov, potem spremljanje učencev, formativno spremljanje, kreiranje skupin, razredov, lahko jim damo celo nagrade, lahko jim ponudimo še kaj drugega, kar se tule pod other stuff nahaja, in pa seveda odlično podporo, ne. Danes bi vam želel pokazati en primer, in upam, glede na število, ki ga imamo danes na webinarju, da zadeva bo delovala. Jaz nekako imam, ne vem, okrog 160 kvizov sem si ustvaril, kar ni zanemarljiva številka. Te kvizi me potem vedno čakajo, lejte, te kvize rabim kadarkoli, kjerkoli, ni važno, sem v svojem razredu, sem v sosednjem razredu, v glavnem zadeva ni ravno zapletena, no. S tem, da mi tudi zadeva omogoča, da jaz lahko na podlagi teh kvizov potem iz že obstoječih kvizov naredim nove kvize. Sprav, ni mi treba vedno vse na nov tipkati. Zdaj bi pa jaz danes z vami želel eno temo odpreti. Jaz ponavadi, ne, to v šoli uporabljam in tudi zdaj, ko je pouk nadaljavo. V šoli to uporabljamo s pomočjo tablic, telefonov, s pomočjo tudi ne računalnikov, ne, se pravi tiste mobilne naprave, ki jih imajo. Preko spleta pa to lepo teče tudi preko spletnih konferenc. Zdaj, kakšnih
NPZ osnove zgodovine vam ne bom dajal. V redu, pa mogoče se lahko lotimo, tudi če niste zgodovinari, to je zdaj samo poskusno, da boste videli, kako zadeva deluje. Vam bom dal za reševati, pa rečemo, da bi bila to recimo Karantanija. A vidite, jaz sem ta kviz zdaj izbral, ne? Kviz je bil že narejen, vprašanja so notri, odgovori tudi zabeleženi, lahko še vmes potem kaj spremenim. In če imam jaz učence v sistemu vnešene, se oni na Udlu prijavijo, jaz jim ta kviz dodelim in oni potem ta kviz rešujejo. Lahko kot formativno, celo sumativna verzija uporabe teh zadev obstaja. Učenci lahko rešujejo te zadeve na več načinov. Se pravi, vsak posameznik si bo zbral, ali bo reševal ta kviz kot hitro igro, ali bo reševal kviz kot hitra žogica, v glavnem tisto, kar jih zanima. In hkrati, ko bodo igrali te igrce, jaz pri učencih opažam v zadnjem času, da zelo radi igrajo igrce, ne tiste ta najboljše, ne? Ok, tudi te, ampak čez dalje več opažam, da radi uporabljajo igrce za nazaj, tiste starejše, mogoče tudi malo bolj otroče, če smem tako izraziti, ampak dejansko s tem, ko oni igrajo, se tudi učijo, ne? In tudi igra je tako narejena, če ne odgovorijo pravilno, da jih potem zadeva vrne. Hočem vam povedati, ampak o tem bo govor v naslednjih webinarjih, recimo, jaz si ponavadi zberem kar hitro igro, ne? Da nimajo zdaj veliko še iger zadnji za igrati, in jim dam hitro igro, potem pa, ko niso prijavljeni v sistem, ker nisem še vseh učencev vnesel, ker jih imam veliko, jim dam ponavadi kar tipko deli, tako, in tu zgoraj potem z njimi delim povezavo. In ko sem jaz enkrat to povezavo kopiral nekam zunaj, na eno spletno stran, so oni lahko dostopali do moje igre. Če poznate kodo za vdelavo, lahko tudi delate v spletno stran, v glavnem možnosti imate veliko. Želim vam pa danes predstaviti tisto, kar se imenuje razredna igra. Upam, da zadeva ne počepne, ker nas je res ogromno. Tako da, jaz ponavadi učencem dam zaigrati tale Udlu Quickfire. Moram reči, da imam premium verzijo tega programa in mogoče se zna zgoditi, da zadeva ne bi na free delovala, nisem preveril. Sem vam povedal, €1 oziroma $1 ni takšen zalogaj. Zdaj, ko jaz to Udlu igro zaštartam, ko jo začnem, imam možnost tukaj zgoraj nastavitev, se pravi, imam, da ponovno zaženem igro, da ugasnem audio in tako naprej, da lahko vmes še drugače pogledam lestvico, kako smo razporejeni. Zadeva me, oziroma sistem me opozori, da imam 12 vprašanj, ko veste, tisto magično število je ponavadi za vprašanja, tako pravijo 12, ne, naj bi bilo maksimalno, jaz sem tukaj malce več. Zdaj pa, igro je možno igrati na podlagi neprijavljenih učencev ali pa prijavljenih učencev, ne. Neprijavljeni učenci boste vi danes z menoj, ne. In vmes, če bi recimo jaz zaznal, zdaj recimo tudi v razredu ali pa preko spletne konference, da je veliko šuma, lahko tudi igro ustavim, ne. Z enim klikom igro ustavim, rečem zdaj pa stop, dovolj, igro bom nadaljeval, ko se recimo umirimo, pa ko se zadeve malce poležijo in potem naprave spustim nazaj. Tako da bi vas danes prosil, da se prijavite kot neprijavljeni učenci. Tako. Prosim, pojdite na spletno stran udlu.me in vsak izmed vas bo dobil črko. Tukaj tudi mogoče malce varstva podatkov, vsak učenec dobi eno črko, ne? Ni treba se z imeni vpisovati, seveda pri takšni ogromni številki potem je težko. Ja, tudi to se zgodi, seveda, če smo zelo hitri, sta lahko tudi 2 B-ja, ne? Pa 6 H-jev, pa M-jev, pa ne vem, kdo še vse. Tako, vidite, da se številka polni. Zdaj vedeti morate, ne, da ponavadi mi to igro rešujemo v razredih, ki so tam do maksimalno 27 učencev, ne. In je tudi potem večji pregled, ne. Tako. Vidite, zdaj smo že kar X-i pa Y-i pa H-i. Jaz upam, da sistem bo še vzdržal tole. Tako.
79 igralcev, očitno je tole maksimum. Jaz se opravičujem, če niste uspeli vsi priti v igro. Jaz bom zdaj igro zagnal, ne? To naredim tako, da kliknem na začni. Takole. Ok, upam, da bo delovalo. Ok, se še malce melje. Kot sem že povedal, takšno maso še nisem spuščal v svojo igro. In očitno tale zadeva danes ne bo delovala. Mogoče bi prosil, če se jih recimo prijav enih, bom dal novo kodo, pa se prijavite na novo, pa recimo naj se vas prijav tam. Se boste spremljali enih, kaj pa rečemo, no, enih 25. V redu? Takole. Očitno smo toliko navalili na tolo spletno stran, da nam je zadeva malce zlasti. Upam, da mi jo boš odprl. Takole. V redu. Ne. Jaz se vam opravičujem, zadeva očitno ne bo šla čez. No, okej. Bomo malce kasneje poskusili. V redu. Medtem pa vam lahko malce pokažem še tisto, kar bom... Ne, očitno smo spletno stran dobesedno zrušili. A vidite? Takole, ne bo šlo. Se opravičujem, ne bo šlo, ne. Ne bo šlo. Okej. Bom jaz tole ustavil, pa se vračam nazaj na webinar. Okej. Dajte mi še kakšno sekundo, da vidim, kaj se s spletno stranjo sploh dogaja. Ne. Očitno smo jo zrušili. Takšnega navala ne pomnejo, če mene vprašate. Okej. Bomo vedeli za naslednjič. Zdaj pa, kar se tiče Odluja, vam lahko povem, da, kot sem že prej omenil, tam nekako do 20, 27, 30 se jih še sprejme, več pa, kot smo videli, ne. Pri številki 79 smo praktično zadevo zrušili. In zdaj mi je žal, da nisem jaz avtorja spletne strani, s katerim si dosti dopisujeva, opozoril, zakaj, oziroma da bom imel danes takšen naval, bom tudi potem napisal, ne, zakaj zadeva recimo, me bo obvestil, zakaj zadeva ni delovala. No, medtem vam lahko pokažem pa še kakšno drugo zadevo. Takole, bomo šli na share screen. Drugo mesto, če se spomnim, ja, na drugem mestu ste vi hoteli videti recimo Quizzes, no, pa vam bom majčkeno Quizzes pokazal. Takole. Ok, sam moment, zavihek v Chromu, pa gremo na Quizzes, takole. Ok, glejte, to, kar vam pa zdaj kažem, je pa spletno orodje, ki se imenuje Quizzes, ne. Tudi zelo podobno ostalim orodjem, pa bo kdo rekel, ja, saj to je pa mogoče malo približno tako kot Kahoot, pa Odlu, ne, itd. Res, zadeve so se med seboj relativno podobne, pa vendar ima vsaka nekaj tistega, tisto lastnost, za katero mi potem rečemo, tole bi pa jaz želel uporabiti z mojimi učenci. Zdaj, kar se tiče kvizov, vam moram povedati, da so mogoče na tej spletni strani kvizi za ustvarjanje malce bolj preprosti, na Odlu je pa zadeva mogoče malce bolj zapletena. Tako. Zdaj vam pa kažem še Quizzes, v redu. Zdaj sem pa videl, da se je Odlu nazaj postavil. Zdaj bi pa res prosil, če se vas na Odlu prijavi, pa dajmo reči pri tej veliki številki enih 25, no. Počakajte na prijave, v redu? Tole zdaj neho deliti.
Pa grem nazaj na udlu. Tako. Se boste videli, bistvo udluja boste tako zaznali, ker bo tako, ker bo zadeva zelo podobna, ne? Tudi potem, ko boste vi imeli v svojem razredu. Ok, jaz mislim, da smo jim zrušili strežnik in da se zadeva postavlja nazaj. Zdaj pa rečemo tam, no, 20-25, če bi se dal. Bom jaz pogledal tlele, koliko je vprašanj. Ogled podrobnosti. V tej zbirki še ni vprašanj. Ne hecajo. V tej zbirki pa imamo mi nekaj vprašanj. Ok. Pa bom jaz šel še enkrat na udlu, pa bom dal quickfire, pa se vam bo generirala nova koda, če se vam že ni. Ne. Moram jaz zdaj tolo zadevo ustaviti, se pravi, ponovno zaženi igro. In bi vas prosil, če se vas res ne prijav veliko, bom pa vprašanja skrajšal tam na, jih bom dal 10, ker nas je zdaj tudi čas malo preganja. Tukaj spodaj lahko nastavite, da se vedno pri vsakem vprašanju vse pomeša, ne? Oziroma, da se vprašanja ne pojavljajo po vrsti, tako kot bi se mogla. Spodaj pa možno dati tudi recimo še gaming round, ena zadeva, ki se suče, kjer lahko učenci dosežejo potem recimo dvojne točke. Ok, gremo še enkrat poskusiti, ne preveč navaliti. 9-2-9-2. Ni treba, da tudi zdaj vsi čakate, ne? Bom jaz rekel recimo, ne vem, ok, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. In še enkrat stop. V redu. Jaz mislim, da 37 igralcev pa gre čez. To smo pa tudi že igrali, ko smo imeli v živo. Bom jaz zadevo kar odprl. Super, očitno bo delovalo. Tako, pa gremo. Karantanija. Karantanija je bila prva država na ozemlju vzhodnih Alp. A je to res ali je narobe? Ne? To je zdaj tip vprašanja, kjer imam jaz odgovor prav oziroma narobe. A ste videli zdaj, ko vi klikate, da jaz to vse vidim, ne? Kdo je hiter kliknil, kdo še tuhta? Jaz lahko zdaj rečem, ok, R, a lahko prosim popraviš, ali pa recimo T, a lahko prosim daš odgovor. Zgoraj je tudi možno, da jaz nastavim potem, koliko točk dam za ta odgovor. Ne pa dam jaz za ta odgovor 1 točko. Pa ponavadi se počakamo, da vsi oddamo, da smo kolegijalni do sošolcev in sošolk. Veste, za učitelja je tudi ena skrita funkcija, ne? Tu zgoraj to učenci ne vidijo, vidite? Jaz lahko celo prikažem sam sebi, kdo je pravilno odgovoril, kdo pa ni. In tudi včasih se meni zgodi kot učitelju, da vprašanje recimo napačno zastavim, ne? In potem imam same X-e. In potem nekdo reče, učitelj, tole vprašanje bi treba pa malo popraviti, ali pa ste se zmotili. Ni problema, gremo se s tem, popravim in je stvar rešena. Ok, recimo zdaj R2 še ni oddal, nekateri še premišljujejo, kako bodo poslali odgovore. V redu, jaz tole naredim, lahko si prikažem tudi na ta način, vidite, da jih imam več skupaj, da ni toliko ogromnih številk, oziroma črk, tako, in potem zvok, takole, vidite, prav, in to je to, dobite točko. Gremo naprej. Naslednji tip vprašanja. Glavno jedro Karantanije je bilo ob reki Savi. Pa jaz rečem učencem, a imam jaz prav, a sem se malo zlagal, ne? Na ta način jih malo motiviram, ne? Jaz mogoče malo lažem, ali sem res to nekje prebral in učenci potem razmišljajo, ne? A je res ali ni res? Tukaj gre res za poznavanje dejstev, ne? Niso zdaj to neka višja znanja in ne vem kaj vse, ampak vedeti pa morate, da je pa ena zadeva pri teh kvizih zelo, zelo pomembna, to pa vemo, da je zabava in hkrati, ko se zabavajo, hkrati, ko se učimo, je to čist drugače, ne? Bom zdaj preveril, takole, narobe seveda, še kakšen drug tip vprašanja, očitno sem sam takšne devu. Na Gosposvetskem gradu so imeli karantanci središče.
Na Gosposvetskem gradu so imeli karantanci središče, pa včasih čakam 110, 15, 20 sekund, pa rečem učencem, to bom z vami danes naredil. 5, 4, 3, 2, 1, nič, zdaj morate pa vsi oddati in še tisti čas, ko jaz kliknem na check answer, še vedno oddajajo, ne? Tako. V redu, karantanja je ostala še po priključitvi k Frankom samostojna. Je to res ali ni res? Malo zgodovine. Je pa za vse predmete zadeva zelo uporabna. Tudi za jezike, ker imate možnost se snemati, dodajati kakšnih zapiskov, telih zvočnih. Takole. Zdaj sem si pa res en tak kviz zbral. Končno sem prišel zdaj do enega pametnega vprašanja, ne? A vidite, ta vprašanja so pa zdaj že težja, ker je treba smiselno povezati. Pogledati malo si sliko, slika ni zraven za okras, slika pelje do rešitev, spodaj imate pa potem navedeno, so pa 4 skupine, ne? A vidite, in zdaj, če pogledam jaz na seznam, vas trenutno ni veliko oddal odgovorov, ne? Vas moram pa opozoriti, ker na tem mestu, kar smo mi v šoli ugotovili, da na jabolčnih zadevah zadeva s prestavljanjem levo-desno ne deluje v tistem brskalniku, katerega jabolka ima rada, ampak v, recimo, Chromu, ne. Tako da včasih potem se tudi ne more odgovorov dati. Okej, to vprašanje recimo ni ravno lahko, pa jaz rečem učencem, vam povečam na 4 točke, no, zdaj se pa morate ekstra potruditi, da boste dobili 4 točke, ker potem se lahko recimo zadeva močno tudi spremeni, ne, na lestvici. Okej, to je danes za test, bomo šli naprej, da ne bomo predolgi. Takole. In jaz lahko potem pogledam, kdo je rešil prav, pa imamo kar nekaj telih zelenih kljukic, ne. Pa včasih potem, če je dosti narobe, ne, oziroma pogosto, no ne včasih, rešimo skupaj, mi to zložimo in potem lahko še enkrat igramo, ne. Okej, vam bom dal zdaj recimo en odprti krog, pa vam bom zdaj odprl, pa boste videli, tako, ko boste vi pisali odgovor, s katerim obredom ob Krnskem gradu se je v karantani deden položaj potrjeval, pa morate, veste, računalnik je takšen, ne, hoče imeti pravilen sklon, pa hoče imeti začetnico, tako da tole more biti pravilno napisano. Zdaj, vidimo, da se je zmotil oziroma zmotila, zdaj pa vidimo, da ima pravilno. In včasih, če so tele zadeve malce bolj zoprne, jaz temu rečem, ne, ko je treba odgovore pisati, pa veste, ne, pišemo včasih vse z veliko, pa caps lock, oziroma vse z veliko priklopijo neko tipko, tako da jim potem dovolim še malo popravljati, ne, pa še mogoče malo več motivacije je. S tem jih pa tudi spodbujam, da oni popravljajo sebe že vmes, dobijo kakšno točko in tu je dodana vrednost, ne, se zmoti, pa vidi, da se je zmotil, pa gre lahko popraviti. Imamo včasih primere, ko tudi po 10-krat popravijo, pa si jaz rečem, konec koncev popravil je, ne. Potrudil se je. Okej, gremo naprej. Samo delati, da ste vsi oddali. Okej, tako, recimo, kdo ogroža karantanjo v 8. stoletju? Tole se bi recimo dalo rešiti v 10 sekundah, ne, približno, rečemo, tako kot Kahoot in druge aplikacije, ne. Kdo jih ogroža? Tu kroga ne bom odpiral, lahko vam pokažem, kako se recimo vidi zdaj, ko ste vsi malce na večje, ne napisan. Tako, koliko točk ste dosegli. Okej, zdaj še malo čakamo na odgovore. Tako. V redu. Pa se bomo spet naredili malo, ne, da ste vsi oddali. Okej, pa jaz rečem, zdaj preveriti. Tako, navari. So pa te zadeve sestavljene seveda po naših delovnih zvezkih. Nekih grozno novih stvari ne odkrivamo, gre za priklic znanja, gre za preverjanje znanja, gre tudi za formativno, se ta kviz lahko rešimo n-krat, ne, in vsakič potem pogledamo, kako so zadevo kot razred speljali. V redu, okej, tako.
To je pa zdaj 9. vprašanje, katero vero sprejmejo karantanci zaradi pomoči sosednje države. A je to krščansko, politeistično, judovsko, islam, navedemo zadeve. Distraktorje seveda moramo sami dobro premisliti, ne, kaj bomo dali. Mogoče tudi seveda na snov, ki je vezana na tisto šolsko leto. Tukaj vprašanj pač ne bom odpiral, da se vidi pravilno, nepravilno. Takole. Tudi za srednjo šolo čisto uporabno tudi za učence, ki se učijo brati, ali pa so se naučili brati, pa jim damo krajša vprašanja. Jaz mislim, da so vsi predmeti lahko tukaj noter najdejo, ne. Tudi naravoslovje. Takole krščansko. Tako, imamo zdaj še 10. vprašanje, pokristanjevanje karantanje, narejeno po predlogi Rokusovega samostojnega delovnega zvezka, ne prepisano, ampak poenostavljeno oziroma skrajšana oblika. Pa vam dam recimo 4 točke, ne. Ko boste recimo v razredu naleteli na nekoga, ki bo imel napravo, ki mu ne bo takoj omogočala tega odgovora, verjemite mi, takoj vas bodo opozorili, bodo rekli, meni to ne dela, pomagajte mi. Ali pa recimo včasih, če ni velika skupina, če ne morajo vsi rešiti, pa rečemo, ok, damo 0 točk, vsi niste imeli možnost odgovarjanja, ne, recimo, da bi jaz to zdaj naredil, simuliram, pa bomo mi to vprašanje rešili skupaj, pa ga ne bomo upoštevali v skupno točkovanje. To je to. Tako imenovani quick fire odlog. Tako. Čestitam. V redu. Sam mal. Zdaj imate vi tukaj lestvico, ne? Po vsakem tem kvizu se vam izpiše lestvica. Zdaj, zmagovalec Formula 1 je ta prvi, ne? Klasika, to vemo, potem številka 2 je T pa P. Včasih imajo isto številko pravilnih odgovorov, oziroma isto število, ne vem, kako sistem to zazna, v ozadje se nisem poglabljal. To zadevo jaz lahko učencem dodelim kot domačo nalogo, takoj, a vidite, če imam jaz vnešene skupine v sistem, jaz lahko takoj devetošolcem oziroma sedmošolcem, se opravičujem, dodelim, pa rečem, 7A bo formativni kviz, ste videli? Formativni. Potem recimo 7C želim kot sumativno, kar pomeni, da učencem niso na voljo usmeritve ali pravilni odgovori, pri formativnem jih pa vidijo, ne? Pa malo testiram. B recimo bom dal pa tudi formativno, ne? In če jaz to shranim, potem oni v svojih profilih te zadeve tudi vidijo, ne? Ok, poglejmo si zdaj še lestvico do konca. 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 5. V glavnem, mogoče kdo sploh ni reševal vmes, ne? Reševalo vas je 39, imamo mi tudi tukaj lestvico, prvi 3 pa seveda prejmejo nagrado. Zdaj zadevo ustavim tako, da grem na izhod, tako. Bomo pa UDLU obdelali tudi v naslednjih webinarjih, bomo šli čez, kako se zadevam streže, vam obljubim. Recimo, mi bi si zdaj rad pogledali, nas vedno zanima analitika, ne, vidite? Tu zgoraj imam analitiko. In če jaz grem zdaj na razredno igro, vse igre, katere mi odigramo, vidite, mi nismo malo iger odigrali. Vidite, da jaz vam to kažem res od mojega pouka, od mojih šolskih ur, ni malo, tako nekaj na pamet ne govorim. Me pa recimo zanima danes, ne, danes vas je 12 minut nazaj 38 igralo. In jaz lahko vidim, da ste bili uspešni 57%. Recimo player O, kateri se bo seveda v razredu javil, prikažem, kaj je delal. Sistem malo spominja tudi na LMS, ne? Zadnji pač beleži vse in jaz sem ugotovil, da ta oseba po imenu oziroma po črki O je reševala enkrat 5,9 sekund, pravilni odgovor je bil res, ne, pa potem datum reševanja, še časovni žig imamo recimo za dokaz. Mogoče malce slabosti, da se teh zadev ne da natisniti, ne, si pa en print screen naredimo, ne. Takole. In če pogledam zdaj, koliko časa je nekdo reševal, jaz se ugotovim pri osebi O, vidite tisto vprašanje, ki je bilo treba povezovati, da je bilo 64 sekund, ne, da je to pravilno povezal oziroma povezala. Takole. Končano.
Jaz bi na tem mestu zaključil takole, pa bi rad napovedal še par stvari, preden zaključimo webinar. In sicer, naslednja zadeva, katera je zelo pomembna. Ko boste zapuščali webinar, rešite kratko anketo. V tej kratki anketi boste ocenili mene kot predavatelj oziroma predavanje od 1 do 5, to poznate. Napišite, zakaj ste dali takšno oceno, seveda pa mene osebno bo zelo, zelo zanimalo, poleg ocene, spodaj, kakšne teme bi vas zanimale v prihodnje, da se znamo prilagoditi, da vemo, kaj vključiti, kot pa že rečeno, bom pa jaz zadeve peljal naprej in vam bom orodja tudi potem kazal. Opozarjam vas, da vam orodja ne bom kazal na podlagi PowerPoint predstavitev, ne, pa puščice, pa levo, desno, pa kje se kaj odpre. Mi bomo to delali kar skupaj. Jaz sem vam odprl spletno stran, vi boste pa spremljali, kaj jaz tam počnem in tudi posnetek potem boste dobili, ne. Ne zamudite tudi naslednjih predavanj, ki smo jih pripravili. A vidite, zgoraj se vam je odprla ena, bom jaz rekel temu, kot ena reklama za naslednje webinarje. Tako da prosim, na to kliknite in se prijavite, da bomo tudi vedeli, tudi za nas je pomembno, da vemo, ne, da nam spletna stran potem s več 100 prijavami ne počepne. Tako. Zdaj pa sem na voljo, da me tudi kaj vprašate. Če imate kakšno zadevo za razjasniti iz današnjega webinarja, pa tudi v nadaljnje, mi prosim pošiljajte na dejan.kramzer@okrogar.si elektronsko pošto, konkretnimi vprašanji, pa bom jaz potem tudi na ta vprašanja obljubim, da v najkrajšem možnem času odgovoril. Prioritete pa veste, da imamo pri učencih trenutno, ne, in moramo njimi dajati povratne informacije, ampak se bom potrudil, verjemite mi. Tako. Jaz vas vabim še enkrat na naslednje webinarje, ne pozabite rešiti anketo in pa, če imamo zdaj kakšna konkretna vprašanja, jih lahko zastavite kakšnih več vprašanj, no, še za kakšno minutko, 2 v chat. Takole. Okej, v redu. Jaz upam, da ste v redu lahko spremljali webinar, da vam je bilo všeč. Priznam pa, da tako številčne publike še nisem imel. Vmes tole zadevo zdaj zaprl. Okej. Se vračam na chat. V redu. Zdaj kakšnih konkretnih vprašanj ni. Napišite jih kar v anketo, če imate kaj za vprašati, bomo tudi tam še malo prebrali. In pa želim vam lep večer še naprej in se vidimo prihodnji teden. Lahko noč.